Torej za trenutek odložimo vesele skrivnosti, gremo na eno duhovno, pa tudi bolj duhovno, no, lahko rečemo tudi teološko temo. In sicer ta stvar se imenuje svetost grešnikov. Danes bomo prvi del, jutri bomo še drugi del, sem se tako odločil. Se mi zdi ena taka pomembna tema, bomo videli zakaj. Naslanjam se na patra Serafina Tonetija, to je duhovni sin božjega služabnika Don Diva Barzottija, severno od Firenc imajo ta svoj samostan, puščavniški. Sem ga večkrat omenil, tudi tega Serafina Tonetija, nekako enkrat je prišel en škof, pogledati ta samostan, je vprašal, pater Serafino, kaj tukaj vi delate? Je rekel, vaša ekscelenca, tukaj nič ne delamo, tukaj samo molimo. Tako da, je že finizem malo, bi rekli, to je nevarnost danes, nek aktivizem, neke take stvari. Seveda je veliko delo tudi ta kontemplacija, ta kontemplativno življenje in tako, tudi upajmo, da bo lepo naša sestra, ki je šla v Francijo, to dosegla, da bo lepo živela to kontemplativno življenje, tako da dajmo tudi mi moliti za ta uspeh in da bi še kdo se pridružil, To so čudovite stvari. Tako da, če bi pravi rekli, kdo od nas je svet, si verjetno noben ne bil podvigan roko. Jaz sem pa svet, glejte me, Če bi vprašali, kdo je grešnik, verjetno, da bi vsi dvignili roko, pač to vemo, da smo. Gospod pravi, naj bomo sveti in popolni, ampak postavlja se vprašanje, kako naj postanemo sveti. Biti svet, to ni v naravnem redu stvari. Ni neka šola, diploma, tečaj. To naredim, postanem svet, Rečejo danes, kako rečejo, ti si naredil teološko fakulteto, ti si teolog, Ja, ni lih tako, Naziv že, ampak resnični teolog vemo, To so bili svetniki cerkve, zlasti cerkveni očetje, pa cerkveni učitelji. To so bili veliki teologi, Tako da to. Svetost je torej treba prejeti, sprejeti, prihaja od zgoraj, prihaja od Boga. Gospod pravi, naj bomo sveti, pravi pa tudi, da zato, ker je svet naš nebeški Oče, ki je v nebesih, tako. On je resnično sveti, tu vere sanctus, resnično si svet. Mi prejemamo svetost od njega, dobimo delež v tej svetosti. Coniam tu solus sanctus, v gloriji, Spravi, sveti z veliko začetnico, ki je prišel pa k nam, to je Gospod Jezus potem. Kako postanemo sveti? Zelo enostavno, sprejmemo svetega, sprejmemo Jezusa. Zelo enostavno v teoriji enačba, ampak izvedba ni tako enostavna. Svetost moramo sprejeti in prejeti, sprejmemo in prejmemo jo v naši ničevosti, v naši revščini, v revi zdihuje celo človeštvo, Spravi, bi rekli po starem, pravi adventna pesem. Torej, v svoji praznini mi lahko sprejmemo in prejmemo to zadevo, Torej, v nesposobnosti, da bi delali dobro. Mi kot ljudje si dostikrat domišljamo, Mi smo dobri, mi smo tisti, ki delamo dobro. Jaz sem tisti, Sam od sebe delam dobro. Poglej me, kaj sem naredil, Poglejte me, Naši revščini, lahko bi rekli v mizeriji, Tako da, zdaj vemo, da nihče od nas ne želi biti za nič, pa mizeren, pa nič vreden, pa tako. Ampak mi taki smo v resnici, Samo nočemo se videti kot taki. Bi si radi naredili fasado, zdaj
Zgodovinarji vemo, ne, da recimo v Versaju niso imeli toplih juh in takih stvari, da fasada ne bi padla noter, ne, tako da, ker je bilo z voska in tako, ne. Zdaj, mi se tudi bojimo, da bi padla dol fasada, tako da te stvari, ne. Ampak to je naša resničnost. Ampak, kadar smo mi nič vredni v veri, ne, ampak v veri moramo biti, nič, ne, mižerja, ne, takrat smo lahko napolnjeni. S čim se lahko napolnimo, če ne s Kristusom? Pavel je to lepo ugotovil, nam je zapustil. Dokler je bil Savel, torej prvi, najpomembnejši, to pomeni to ime, ne, ni mogel priti Kristus ven, ni ga mogel napolniti. Potem je postal nič vreden, Pavlos, najmanjši, in ga je napolnil Kristus. To bomo potem še ponovili, ne, drugo pismo Korinčanom, dovolj ti je moja milost, moč se spopolnjuje s slabostjo. Ne. In Pavel ugotavlja, da je močan, kadar je šibak, ker ni več on, pravi drugot, meni je Kristus, ki živi. Alter Kristus, to danes ni več moderno, ne. Se pravi biti drugi Kristus, ne. Se pravi, ne živim več jaz, ne, ampak Kristus je tisti, ki živi. Ne. To ni enostavna zadeva, je naloga celega življenja, ne. Bog sprejema svetnike, kdaj? Zakaj sprejema svetnike? Zato, ker sprejema Kristusa, ker sprejema svojega sina. Svetniki so tisti, ki so se po Kristusu upodobili. Sprejema samo Kristuse, so govorili duhovni pisatelji, ne. Torej, kdor se je upodobil po Božjem sinu, tisti je sprejet v nebesa. Ker nas kot ljudi, nas ne bi mogel sprejeti, ne, ker smo padli, ne. Ampak možnost je upodobiti se po Kristusu in potem pridemo v nebesa. Kristus je po svojem križu nebeški ključ, ne. Če se jaz ne napolnim s Kristusom, se napolnim seveda z lastnim jazom, ne. Vemo, kako je rekel Dostojevski, sem tudi kdaj pridigal to, če Boga ni, potem je vse dovoljeno, ne. Pomeni, če ni Boga, sem jaz Bog, ne. Lahko delam karkoli, ne. Torej postanem napolnjen z lastnim jazom, postanem verin vrhunec jaz sam vsega, ne. Postanem popek sveta, kako se temu reče, ne. Se pravi, vse se vrti okoli mene, ne. To je ta egoizem, celo egotizem rečejo temu, ne. Se pravi, zelo hud egoizem, ne. Pravi to. Blaženi Evgen Marija piše, da bi bili sveti, je treba priti do meje samega sebe, do tako velikega izničenja, da ostane ena sama stvar, upati v Boga. Ko smo postali popolnoma ubogi, nas mora rešiti le dejanje popolnega zaupanja, tega popolnega uboštva, dejanje upanja, ki izvira iz najpopolnejše revščine. Torej, ne gre za to, da bi se nekam povzpeli po lestvi, saj ne tako, kot so to dojemali v jansenizmu, ampak gre raje za spuščanje po lestvi, da pridem do popolnega dna svojega revnega, ničvrednega jaza. Boga namreč prejmemo kot neko doto, zapuščino, dediščino. Kolikokrat pa evangelij govori o dedičih, o dediščini in tako dalje, ne. Zdaj takrat, kadar je dal Mariboru Zlatko Dedič tisti gol, ne, tudi sem se malo zafrkal v strežnike, ne. Sem rekel, glejte, ta je dedič, ne. Ampak ni bilo tako mišljeno, ne. Seveda dediščina, ne, tako da dediči, nadvse pogosto je ta beseda, ne, tudi sveti Pavel pravi, mi smo sodediči s Kristusom. Edini pravi dedič, pravi Pavel, ne, je Kristus, mi smo pa sodediči, ne, prek njega, po njem dobimo, ne. Torej dobim dediščino samo, če sem sin, ne če sem priden, če sem sin. Če sem sin, podedujem. Razen, če me oče ne razdedini, ne, to je tudi možno, ampak Bog ni kot mi ljudje, ne, tako da, če sem jaz resnično njegov sin, pa hči, pa tako, ne, potem se to ne zgodi, Bog ne bo tega napravil, ne. Vidimo problem starejšega brata, ne, malo sem se tukaj zaustavil, torej
sicer je bil priden, delaven, ni delal nekih problemov, ampak na koncu pomislimo, on ni bil sin, je bil hlapec, je bil suženj, ni delal z ljubezni. Zato mu je bilo tako težko. Je iskal skozi neko potrditev, ne. Ma ja, saj ti si ob meni, saj ti si priden, saj ti si delaven in tako, ne. Ne. Če si ti sin, ne rabiš potrditve, ne. Oče je itak vesel, ne. Se veseli, ne, da ti delaš, da ti mu pomagaš in tako dalje, ne. Če je to, pa tudi druge stvari, ne. Tako, ne rabim jaz tega, ne. Če sem resnično sin. Jaz podedujem Kristusa, Božjega sina, in ta naša revščina, ta mizerija, to je edina, ki pritegne Božji pogled. Ta revščina. Pozor, ne greh, ne moj greh, on ne pritegne Božjega pogleda, ampak moje uboštvo, moja revščina, moja mizerija. Ja. Torej, to dedovanje, ki ne izhaja iz tega, da smo dobri ali sposobni, ne, jaz sem sposoben nekaj narediti in tako dalje, ampak iz tega, da zaupamo v Boga. Chesterton je lepo govoril, da je prišlo do neverjetnega preobrata v svetu že pred 100 in več leti, ne. So govorili, on je to pisal, ugotavljal, da je treba zaupati vase. Ne. Ampak on spominja, predtem so ljudje govorili, je treba zaupati v Boga, ne vase. Danes, ja, moraš zaupati vase, ne, se vidimo te stvari, ne. Samo zaupanje, ne. Ne vem. Peter in tovariši so bili najbolj izurjeni ribiči, pa niso nič ujeli, ne. So točno vedeli, kdaj je treba iti in kako je treba narediti te stvari. Kristus pride po dnevi, reče, ja, vrži samo na drugo stran, boš ulovil, ne. In potem vemo, da se zgodi čudežni ulov. Najbolj izurjeni ribiči lahko nič ne dosežejo, ne. Najbolj izurjeni zdravniki, najboljši zdravniki lahko nič ne dosežejo, pa Bog potem doseže, ne. Ker pri Bogu je vse mogoče. Kolikokrat smo ljudje nemočni, ne, marsičem, ne. Skušamo, ja, mi bi vse naredili, vse bi obvladali, vse te stvari, ampak potem na koncu ne ostane nič, kot samo se prepustiti, ne. Utovim, jaz ne morem nič napraviti, tukaj sem, ne. Sveta mala Terezika piše, mogli bi verjeti, da zaupam Boga, ker nimam greha. Ni čutila nobenega greha, ne, čeprav znano je, da jo je kar dolgo časa preganjalo, da je enkrat pomislila, da bi vzela hruško na sosedovem vrtu, ampak okej, ne. Ko je to pisala, pač se ni zavedala nekega greha, ne. Ampak potem nadaljuje, ne, to sva včeraj se tudi pogovarjala po poti s Boštjanom. Če tudi pa bi jaz napravila vse mogoče zločine, bi imela enako zaupanje in čutim, da bi bile vse te žalitve kakor kaplja vode na razbeljenem ognjišču. Torej, to je, kadar vržemo grehe v ogenj Božje ljubezni, usmiljena, grehu ni več, zginejo. Dobro, posledice, vemo, ostanejo, treba tudi tisto še ozdraviti in pozdraviti, ampak grehu kot takih jih ni več. Torej, pravi, če tudi bi vse naredila, ona vse možne grehe, niti malo ne bi pomišljala, da bi se vrgla v Božji objem. Zato tudi Slomšek, kadar je govoril proti tem janzenističnim in rigorističnim pojmovanjem, je rekel, da kadar smrtno grešiš, hitro k spovedi teci, ne. Tako da ni bil edini, ne, tudi Baraga bi lahko citirali, ne, ker je živel kot resnično duhovni sin svetega Klemena Marija Dvoržaka, apostola Dunaja, ne. Tako da to in seveda sveti Klemen Marija kot duhovni sin svetega Alfonza, ne. Tako da te stvari. To je torej svetost, zaupanje, verovati v Božjo ljubezen. Do tega je prišel potem postopoma mlajši sin, se vrgel v očetov objem, vemo te stvari. To moramo narediti svoje nič vrednosti. Jaz nisem več vreden, ne. Ko je rekel, nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Ja. Če nekdo naredil velik greh, kako naj veruje v Božjo ljubezen? To ni enostavna zadeva, ne.
skoraj nemogoče včasih, ne. Mi bomo rekli, ja, jaz verujem, ne, da, okej, ne, jaz verujem v Božjo ljubezen, ampak v bistvu ne verujemo v Božjo ljubezen, ne. To je ta drama. Ne morem verjeti, da mi Bog lahko tako veliko stvar odpusti. Ne morem verjeti, da me on ljubi, kljub temu, da sem to naredil. Tudi v preteklosti morda, ne vem, kdaj že, 100 let nazaj, ne. Ampak jaz to ne morem verjeti, enostavno ne zaupam, ne. Ne verjamem, da me Bog ljubi, ne. Sam preveč velik lonc skuhal, no, bom rekel, ne. Veliko neumnost sem skuhal, ne. To mi ne more Bog vzeti. Tako da verovati v Božjo ljubezen je komplicirana zadeva, je podobno tistim, ki so jih polna usta tega, koliko oni molijo, ne. Resnično moliti je komplicirana zadeva, ni to enostavno, ne. Nekaj se učimo, ampak to se vse življenje učimo, vstopamo in tako dalje. Ali je res tisti, ki govorijo, koliko oni molijo, resnično so vstopili kdaj v pravo molitev? To je težko reči, ne. Vemo, Kristus, kako je molil v Getsemaniju, ne, se pravi, je potil krvavi pot, ne. In sveti Pavel pravi, niste se še do krvi upirali grehu in govori o tem, kako je treba smrtni boj voditi, kadar molimo in tako dalje, ne. Per agoniziste, ne, se pravi, govori o tem, agonija, ne, mora biti to, se pravi, umiranje, ne, mislim, to ni enostavno, ne, da pa misli, da kadar čita in tako dalje, bere molitve, kadar nekaj izgovarja in tako, da to moli, ja, vprašanje, ne, ali tudi mislijo, kaj delajo, ali tudi premišljujejo in tako, ne, in tudi sebi, lahko tako rečemo, ne. Torej vse skupaj ni tako enostavno, ne. Bolj in bolj, ko vstopamo v premišljevanje, kontemplativno molitev, ki gre tem od okušanja do pravega združenja z Bogom, ne, se pravi, Edith Stein, ne, ki prebiramo to, mislim, poslušate vi to njeno razmišljanje božično, ne, so naredili en lep film tudi, ne, kako je prišla do te popolnosti v molitvi, ne, in potem je na koncu, ne, je morala popolnoma se osvoboditi sebe, na koncu jo ni več zanimalo, ne, pač so odpeljali, v redu, umrla, ampak je bila že združena z Bogom, se je samo v telesnem smislu pač potem še zgodilo, da je bila brez lastnega telesa, ne, ker je bila pač, je umrla tam, ali pa so jo umrli, ne vem, zdaj točno ne vemo, ne moremo ugotoviti tega, ampak to, ne. Drugače se je že kdaj odpovedala sami sebi, ne, je bila združena popolnoma z Bogom, ne, tako da to. Podobno je tudi ljubezen, ne, ta odnos nazadnje nas pripelje do tega združenja, ne, če je to ta prava zadeva, ne. Na neki način želim biti od Boga ljubljen zaradi svojih zaslug, ne zaradi svoje revščine. In to je ves ključ učlovečenja, odrešenja. In zakaj človeštvo ni sprejelo človečenja, odrešenja. Zakaj? Zato, ker hoče imeti neke zasluge, ne. Ti si zaslužil to zadevo. Ne zato, ker si tako reven, da ne moreš nič narediti, pa potrebuješ Božjo pomoč, če ne ti ni spasa, ne, bi rekli južni bratje, ne. Brez Boga ne moreš nič narediti, ne. Kajti brez mene ne morete ničesar storiti, ne. Tako da to, ne. Sveti Pavel nas uči, naša revščina je naše bogastvo. In to bojo nekoč v nebesih vsi videli. Če pridem jaz v nebesa in tudi vi, če pridete, ne, potem boste vedeli za vse moje grehe, ne. A nebeščani ne vejo za vse naše grehe, pa še tako grde, ne. Vas je kaj sram, kadar vas vidijo, a? Mala Terezika piše, mislim, da imajo blaženi veliko sočutja do naših slabosti. Spominjajo se, da so tudi sami, kakor mi, krhki in umrljivi. Tudi oni so napravili iste naše krivde. Še dobro. Spravi, pridem v nebesa, bojo videli nebeščani moje grehe, vse moje krivde, vse te stvari, ne. Pa bo rekel Frančišku, ne, Franjo,
Ma tudi ti se nisi prav hecal, ne, v svoji mladosti. Vidim, tam, ko si bil star 20 let, si nekaj zanimivega napravil, ne. Ampak te bo rekel Frančišek, seveda, bo rekel, ampak prav zato slavim in hvalim Boga, ker sem kljub temu grehu sedaj v njegovi slavi, ne. V približno, ne. To bi bilo v stilu svetega Frančiška, ne, Asiškega, no, so še drugi Frančiški, se vemo. Ne, recimo Saleški in tako, ne. Vemo, da Frančišek Saleški je bil tak zelo jezljiv, zelo tak vzkipljiv in tako, in potem je delal na tem in se spremenil, ne. Slavi Boga, ne, kljub tej svoji vzkipljivi in jezljivi naravi, in tako je prišel v nebesa, ne, ratal cerkveni učitelj in tako, ne. Te zadeve. Torej, kadar sem jaz popolnoma reven, ampak mi je odpuščeno, je to za mene razlog, da pojem hvalnico Bogu. Kako pravi psalmist? Blagor človeku, ki mu je krivda odpuščena, ne, ali krivica odpuščena, ne. Torej, kralj David, vemo, da je marsikaj skuhal zanimivega, ne. Ni hotel pojesti, pol je moral pojesti tudi, kar je skuhal, ne, saj vemo te stvari. Se pravi, blagor človeku, ki mu je krivda odpuščena, pa to so nebesa že tukaj na zemlji, ne. Pravi, krivda mi je odpuščena, ne. Bog je z mano tukaj, ne, to je to. Sveta Terezika potem nadaljuje, sveti so bojevali iste bitke, njihova bratska nežnost je postala v nebesih večja kot tedaj, ko so bili na zemlji. Svetniki bodo videli mojo revščino, vendar jo bodo videli skozi Božje oči, ne, bomo rekli. Spravi, kadar so bili oni na zemlji, so imeli sočutje do teh revnih, ampak v tem duhovnem smislu, ne. Ampak, ko so v nebesih, pravi sveta Terezika, so še bolj sočutni, ne. Tako da to. Torej, svetniki vidijo mojo revščino, jo bodo videli potem skozi Božje oči, ne. Če bi šli takrat, ko je bil pater Pi, ne, ki je videl srca grešnikov, ne, bi nas bilo seveda sram, ne. Marsikoga je bilo sram, tistega, ki ga ni sram bilo, je pa pater Pi jih lepo sramotil, ne. Tudi s sočnimi izrazi in tako dalje, ne. Recimo, ne. Se pravi, ko je že rekel onemu prasec in tako dalje, ne, ke je prišel sin v kratkih hlačah. Prasec, kako si vzgojil sina, ne, in take stvari, ne. Tako da ni šparil, ne, bomo rekli. Ampak seveda pater Pi v nebesih že prej je bil sočuten, ne, mislim, to ni bilo zdaj tisto. Nekoga je tudi mogel strezniti, ne, kdaj. Zdaj seveda v nebesih je še bolj sočuten, ne, tako da to. Torej, danes se sramujemo, jutri se bomo veselili, ker to ne bo več razlog za sramovanje, ampak bomo hvalili, slavili Boga. Če ga polomimo, če smo razvaline, potem smo v položaju teh zadnjih, poslednjih, kot pravi evangelij, ampak pravi tudi, da ti poslednji bodo prvi. Ampak ne govori o materialnih revežih, o klošarjih, o nezaposlenih in tako dalje, ne. Migrantih, kako bi rekli, ne. To se danes govori, ampak to niso ti zadnji, ne. Lahko so tudi prvi ti tle, ne. Tako da ne gre za to. Ne gre za materialno revščino. Ali pa ne gre samo za materialno revščino. Ti obupanci, ki nimajo več upanja, ki so v stiskah, predvsem duhovnih stiskah, torej zadnji so tisti, ki so nič, ki so praznina, ki jo treba napolniti. To, glede tega lepo dejal naš profesor, akademik Krašovc, je imel sicer tudi druge stvari, ki niso tako hvale vredne, ampak to je pa dobro rekel, do spreobrnenja pride takrat, kadar je nekdo povsem na dnu. To je razlagal pač staro zavezo in to je to, ne. V drugem pismu Korinčanom lepo pravi, ne, Bog je izbral tisto, kar je nič, ne, če rečemo z eno besedo, da bi spremenil nič tisto, kar je. Marija pravi, da Bog visoke ponižuje, nizke povišuje. To so tudi preroki govorili, pa tudi Janez Krstnik je rekel, povišajte in ponižajte, ne. Pravi svetnik je napolnjena praznina. Za Marijo pravimo, da je posoda duhovna, se pravi, napolnjena posoda duhovna, je tudi svetnik, ne.
bolj napolnjen kot Marija, itak noben ne more biti, ampak to, ne, se pa zgledujemo. Svetniki niso bili sveti vse od rojstva, ne, čeprav morda so bili eni zelo blizu temu, ne. Sveta Terezika mala se je pritoževala nad tem, ne, so bili ti življenjepisi svetnikov in je rekla, ma ne govorite teh neumnosti, govorite o svetnikovih bojih, ne, kje je zamočil, kot rečemo, ne, tam se lahko jaz kaj naučim. V Svetem pismu beremo o tem, kako so zamočili in to večkrat apostole, ne, vidimo, ne, celo tako daleč so prišli kot sveti Peter, so zatajili Jezusa, ne. Tako da to beremo, ne. Zdaj ne vem, ali za svetega Alojzija ali tako, ne, je bilo nekaj napisano v teh romantičnih zadevah, ne, v smislu o petkih ni sesal mleka na materinih prsih, ne, je imel post, ne. Spravi je, jaz sem že obsojen, ne, jaz zase se ne spomnim, ampak materi lahko povesta, kako je bilo z njunimi otroki, če v petkih niso pač sesali mleka, ne, tako da jaz po mojem, da sem sesal tudi ob petkih, ne, tako da je že konc, ker ta je že bil svet od začetka, jaz kot dojenček ob petkih sem pil mleko, ne, tako da spravi sem jedel ob petkih, ne, zdaj nismo prav sveti, ne, tukaj, v tem smislu, ne. Torej, tukaj sveta Terezika pravi, da taka podoba svetnika nas odbija, to nas ne pritegne. Do nas imate stigme, doživlja ekstaze in tako. Dobro, lahko tudi se najde kakšen tak, ne, ampak okej, ne. Ne gre za to, ne, to je pač enim dano, niso tega iskali, ne, tudi svetniki vemo, to jim je bilo dano, dostikrat, recimo sveti Pater Pij in to, ja, saj to mu je bilo pravzaprav v škodo, marsikdaj, ne, da je imel te svete rane. Da na koncu vemo, jih niti ni imel več, ampak je imel vseeno tiste rokavice gor, ker tudi tisto bi bilo problematično pol. Leon Blois, ki je bil precej zajedljiv katoliški pisatelj, pisec, aforist, satirik, piše: Imam dušo svetnika. Tudi moj najemodajalec, ki je strašen buržuj, tudi pek, tudi mesar in drogerist, ki so prezira vredni pesjani, imajo dušo svetnikov. Ker so tudi oni, kakor jaz in kakor vi, in kakor sveti Frančišek in sveti Pavel, poklicani k večnemu življenju. In zanje je Jezus plačal isto ceno. Torej, ne obstaja noben človek, ki bi virtualno ne bil svetnik, in grehi prav nič ne spremenijo tega bistva, nadaljuje Leon Blois. Ko grem v kavarno, da bi prebral nič vredne ali neumne časopise, nič vredne neumne, ampak vseeno jih je bral, ne, in gledam goste in vidim njihovo neumno veselje in poslušam njihove nesramnosti in nečednosti, ali bi rekel vulgarnosti, ne. Pravim samemu sebi, da so te neumrljive duše ustvarjene, da bi častile presveto trojico. Dragocene so kolikor angelski duhovi. Nas je naredil svete naš Gospod Jezus Kristus, vendar nimamo poguma, da bi verovali, da smo. Torej, nimamo poguma, da bi verovali, da nas je napravil svete. Ampak Pavel je rekel, da nas je napravil svete in brezmadežne tudi, ne. Tudi to, ne. Za delež svetih v svetlobi in tako, ne, vse vemo tisto. Mi raje ostajamo povprečneži, povprečno za nič seveda in slabi, ne, da bi bili povprečno dobri, ne. Gospod nam torej pride na pomoč, ampak ne smemo biti povprečni, mlačni, ne. Kadar je bil Aurelij Avguštin, ki je potem postal sveti Avguštin, še grešnik, tudi takrat ni bil mlačen, ne. Je bil zelo goreč v svojih grehih, ne, tako da tudi to, ne. Je bil vroč. Ampak to svojo gorečnost je pravilno usmeril, je postal velik cerkveni učitelj zahodne cerkve. Mi smo torej na tleh, se obrnemo na Gospoda in to je drugi korak. Prvi je bil v tem, da se zavemo svoje ničvrednosti. Drugi korak je zavedanje, Bog nas hoče svete. Ne glede na naše padce, imamo dušo svetnika
kot je rekel Leon Blois, ne, smo slišali, duša svetnika. Kristusa je moja duša stala, kolikor duša svetega Pavla ali pa naših zavetnikov, ne. Nič več in nič manj. In Bog me ne ljubi zato, ker bi videl, da sem vreden ljubezni, da sem ljubezniv in tako dalje, ne. Ampak zato, ker me najde ponižnega. Zato me ljubi, če ne me ne bi ljubil, ne. Nisem neki stoik, nisem neki fakir, karkoli podobnega, ki bi toliko časa treniral, prakticiral in potem si zaslužim, da dobim milost, si zaslužim nebesa, ne. Torej, pater Serafinov pravi, da to je čisto prostozidarska duhovnost, ne. Zakaj? Oni lezejo proti vrhu tako, da osvajajo človeške ali poganske sposobnosti, da so čedalje bolj izurjeni, ne, in potem napredujejo. Ampak Bog nam pomaga narediti to pot iz ničvrednosti, ne. Pomaga nam tako, da se čutimo slabotne in ničvredne. Pavel, ko smo jo omenili, in da bi se zaradi velikih razodetij ne prevzel, mi je bil dan trn v meso, angel Satanu, da me bije. Zaradi njega sem 3-krat prosil Gospoda, da bi od mene odstopil, ali rekel mi je, dovolj ti je moja milost, zakaj moč se v slabosti spopolnjuje. Z veseljem se bom torej rajši hvalil s svojimi slabostmi, da bi prišla name Kristusova moč. Zato so mi všeč slabosti, zasramovanje, potrebe, preganjanja in stiske za Kristusa. Kadar sem namreč slaboten, takrat sem močan. Ne? Je rekel Jezus, poslušaj, vzemi proč od mene ta trn, ne? A je rekel, ne, Pavle, ta trn te dela ponižnega, ti ga ne vzamem. Zaradi tega trna, zaradi katerega včasih potem padem v greh, se lahko znajdem v dobrem položaju, je rekel Don Divo Barzotti, ki je ustanovitelj, kot smo rekli, tega puščavniškega reda, ki mu pripada tudi pater Serafino. Piše takole Don Divo Barzotti, ki je tudi v postopku za blaženega in tako. Tem, ko si grešil, si ti morda v najboljšem položaju, da sprejmeš Boga. Prav zaradi tega Bog mnogokrat, da bi uvedel v duhovno življenje neko dušo, katero on že ljubi, dopusti, da ta duša spozna ponižanje padcev. Tam na dnu je točka, kjer nas Bog čaka, da bi nas dvignil. Bog dopusti greh, da bi ga končno duša poiskala in našla, nadaljuje Don Divo Barzotti. Potem še naprej. Seveda bi bilo bolje ne grešiti, vendar je naš ponos tako velik, da če nimamo boleče izkušnje svoje revščine, se zelo rado zgodi, da si pridobimo občutek, da smo že dobri ljudje. Tedaj pa se odtujimo od Boga. Zdaj tukaj je spet nevarnost, tam na tisti najnižji točki nas seveda ne čaka samo Bog, nas čaka tudi hudič. Nas čaka tam in nam pravi, ti misliš, da te revščine, te revnosti, da to privlači Boga? Ne, ne poslušate farjev, ne, recimo tega, ki je pred vami in tako, ne. Kadar ti grešiš, padeš v to brezno, Bog se stran obrne, ne, tako pravi hudič, ne. Ne mara več slišati zate, te ne mara več videti, ne, ko pravi. To je težava, mi grešimo, se ne čutimo vredne biti ljubljeni. Ti si grd, ti si nečist. Tako. Rajski vrt. Adam, kje si Adam? Ja, sem se skril, ne, kje sem se skril. Ne. Spravi hudič nam da čutiti gnus, gnev nad samim sabo, pa se skrijemo pred Bogom. Tako da piše Giber, koliko ljudi je zagrenjenih, ker zapadajo v vedno iste grehe in ti ljudje obupujejo nad samimi sabo, ne verujejo več v Božjo ljubezen, da ni morda to, kar mi imamo pred Bogom, za katastrofalno, raje trampolin, da bi skočili do njega, da bi se z njim združili. Na koncu to, na kar cilja hudič, ni samo to, da bi padli, ampak to, da bi se sami sebi zagnusili, vse do točke, da bi dvomili v Božje usmiljenje. Človek ni hinavec, ker po kratkem času spet zapade istim grehom, ampak smo enostavno ubogi grešniki,
ki padamo in nas Bog neprestano dviga. Zdi se mi, da želite biti kakor v določenih restauracijah, pa bi želeli strankam ponuditi vsakokrat drugačen meni. Ko smo enkrat opustošeni, je treba nehati s tem, da bi Bogu vsakokrat dali nov seznam grehov. Torej padamo vedno v iste grehe, padamo v malodušje. Pridemo do tega, da rečemo, Bog mi tega ne more odpustiti. Ampak Bog me ne sovraži. Bog ne more sovražiti, ne more vršiti slabih dejanj. Ne? Dejanja lahko, ne? Ker so tisto že, ampak mene kot takega ne. Lahko delam stalno isti greh. Kolikim svetnikom in svetnicam je Jezus dejal, da on takega še bolj ljubi, da mu želi še toliko bolj odpustiti. Ne vem, če poznate to mistikinjo Josefo Menendez, ne? Ki je Jezus dejal, da on počeva tako, da odpušča, ne? Descanso perdonando. Ne? Ljubim duše, ki me potem, ko so storile greh, pridejo prositi odpuščanja. Ljubim jih še potem, ko so jokale zaradi drugega greha. In če se to ponavlja, ne pravim tega milijardokrat, ampak na milijone milijard, da jim vedno odpuščam in jih ljubim. In operem v svoji krivdi zadnji greh, kakor sem prvega. V svoji krvi, pardon. Operem v svoji krvi zadnji greh, kakor sem prvega. Tako je rekel Josefi Menendez, ne, se pravi to španska redovnica mistikinja začetka 20. stoletja. Mislim, prehod z 19. v 20. stoletje. Tako. Ampak mi še vedno malodušni. To ne pomeni, lahko grešimo, kolikor želimo, ne, daleč od tega. Ne smemo grešiti, ampak ne smemo niti pasti v zmoto popolnega obupa. Vemo, to je greh proti Svetemu Duhu, eden od. Ne. Ko grešimo, se mi moramo ponižati, se vrniti pod mogočno Božjo roko. Zaključim malo s tem mojo izkušnjo kot kaplan v matični župniji v Novi Gorici. Grenko sladka izkušnja. Ne. Tam je igralnica takoj zraven in eni so zapadli obupu in tej zmoti obupa, ampak tisti, ki ni zapadel, je pa prišel k meni ali pa k drugemu duhovniku spovednico, ponižan seveda, ker je vse praktično izgubil marsikdo, ne. Ni imel niti za se vrniti domov, je zakockel hišo, ne vem, karkoli že, ampak je prišel po Božje odpuščanje. Tudi taki primeri so bili. In takrat človeku ne očitaš, ne. Kot je pater Regele napisal tudi in smo objavili, ne. Se pravi, da pridejo po več letih ali pa po celem življenju, ko se niso niti enkrat pravzaprav resnično spovedali, ne. Se pravi, takrat, ko so se pripravljali na prvo sveto obhajilo, ko so imeli to spoved in potem nikdar več, ne. Tudi to se dogaja, ne. To so te milosti velike za duhovnika, ne, ki spoveduje. Tako da to. Ne. Spravi tisti, ki ni storil tega, da bi poiskal ponižan Božje odpuščanje, seveda je končal kot Juda Iškariot. In to je pač ta greh proti Svetemu Duhu. To.